Tokrat v občinskem informatorju. Novi prostori oddelka za pljučne bolezni. V Pernici so se na tradicionalnem srečanju družili starostniki in krajani. Ukinitev urada za demografijo v Mariboru. V Mariboru uspešno izpeljali tekmovanje za državno prvenstvo košarke. Otroci iz Vitomarcev so spoznavali svoj kraj in uživali v športnih igrah. V Pernici tradicionalno srečanje starodobnikov in traktorjev. Lepo pozdravljeni. V UKC Maribor so pred dnevi odprli nove prostore oddelka za pljučne bolezni. Tam se je tako po večletnih prizadevanjih naposled le preselil iz dotrajanih objektov na Slivniškem Pohorju. V tretjem nadstropju klinike za interno medicino so odprli nove prostore oddelka za pljučne bolezni. Danes se dogaja to, kar se je vedelo že več kot 20 let, da je potrebno storiti. Preseliti oddelek in umestiti pulmologijo kot eno izmed 3 vodilnih vej, velikih vej interne medicine na kliniko za interno medicino. Moderni prostori in nova medicinska oprema tako omogočajo lažje sodelovanje z drugimi internističnimi strokami. Standard bivanja se bo za naše bolnike bistveno izboljšal. Na prenovljenem bivšem dermatološkem oddelku so sedaj sodobno opremljene bolniške sobe, soba za intenzivni nadzor, sobe za izolacijo, bronhoskopija, spirometrija, ambulante, ultrazvok. Na oddelku je 40 bolniških postelj, od tega 26 standardnih, 6 za intenzivni nadzor, 5 s podtlakom za izolacijo in 3 za dnevni hospital. Bomo lahko zagotavljali razvoj pulmološke stroke, predvsem nadgradili invazivno diagnostiko z endobronhialnim ultrazvokom, obravnavo bolnikov s težko astmo z meritvijo dušika v izdihanem zraku, meritev pljučne funkcije z ergospirometrijo, diagnostiko motenj dihanja v spanju, predvsem pa intenzivni nadzor hudo bolnih, prizadetih pljučnih bolnikov. Selitev pljučnega oddelka je sicer stala 2,8 milijona evrov. To so bila zagotovljena tudi sredstva ministrstva, nekaj lastnih sredstev. So pa čudni časi, vse kar česa se sedaj lotimo in kar delamo glede na znane drastične podražitve, vse se draži. In tisto, kar smo planirali konec lanskega leta, je letos bistveno drugače. Načrti z dotrajanimi objekti na Slivniškem Pohorju so veliki. Iz praznega pljučnega oddelka narediti negovalno bolnišnico. Pogovori na ministrstvu so se ponovno pričeli, intenzivirali. Mi smo tudi svet zavoda o teh naših potrebah obvestili, sprejeli so zelo z razumevanjem. Vezani smo na evropska finančna sredstva in tam je nek termin, do kdaj jih moraš porabiti. Se pravi, v nedogled imeti covidne bolnike na pljučnem oddelku ne bo šlo. Do takrat bodo tam nameščeni bolniki s COVID-19. Trenutno v UKC Maribor okoli 50 bolnikov, njihovo število pa narašča. Vsako leto se na tradicionalnem srečanju v Pernici družijo upokojenci iz Društva upokojencev Pernica in drugi. Položijo tudi venec ob spominski plošči, nato pa ob hrani in pijači tudi poklepetajo. Najbolj pogumni pa sodelujejo tudi v državnih igrah. Tudi letos je bilo tako. Ob krajevnem in farnem prazniku Svete Marjete pripravi tudi Društvo upokojencev Pernica svoje srečanje, sodelujejo pa tudi pri drugih prireditvah v občini Pesnica. Mi smo že leta in leta zraven pri kolesarjenju, potem smo organizatorji zdaj 3 leta že kegljaškega prvenstva, turnirja v kegljanju z žogo na vrvici in pa to srečanje, ki je kot zaključek naših aktivnosti Društva upokojencev, srečanje krajanov in Društva upokojencev, kjer se poveselimo, združujemo, klepetamo. Letos spet, zdaj je bila korona in smo bili omejeni, tako da ljudje prihajajo. Običajno se nas zbere tu med 80 do 100. V celem tednu se je odvilo v občini Pesnica več prireditev. V naši občini se res trudimo, da naredimo dogodke, ki združujejo vse 4 krajevne skupnosti, ki jih obsega naša občina. Pozdravljam tudi današnjo prireditev, ki je v sklopu Marjetnovega praznika v Pernici.
Marjetno je drugače 17. julija na Osrednjem trgu se bo odvijalo z kulturnim programom. V sklopu tega tedna pa potekajo razne prireditve in tak je tudi današnja. Udeleženci so najprej šli do spominskih plošč, kjer so položili venec. Imamo najstarejše za Maistrove borce, potem je zapadle iz naših krajev v drugi svetovni vojni in pa spominska plošča Zlato Novavdi, ki je bil iz naših krajev, znan glasbenik v Beogradu na vojaški tej godbi in pa skladatelj. To je sin enega našega takrat nadučitelja perniškega in je odšel od tu, šteli smo ga za našega pomembnega moža in zato smo mu tudi dali spominsko ploščo. Ljudjem pa je bilo najbolj všeč, da so se spet videli. Glede, predvsem je to važno druženje, ne? Da se dobimo, da kako rečemo, da pozabimo na te vsakodnevne tegobe in to je to. To je pa zdaj super, ja. Če vidiš tako, fajn lepo, prej nisi bil združen, pa nič, pa malo poživiš. To lepše živiš, zdaj pa zdravje je tudi boljše, pa vse. Dober pomen, ker imamo tu proslavo, naše borce, pokojne, pa druženje. Pričakujem, da bo vse v redu, da organizatorji tudi pripravljajo to društvo upokojencev Pernica. Vsekakor pa so poskrbeli, da mize niso ostale prazne in da je vsak dobil malico in pijačo, da so lahko ostali dlje. Vlada je na seji 14. julija izdala odlok o ukinitvi urada za demografijo, ki je začel delovati jeseni 2021. Njegove pristojnosti seli na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pretekli teden je vlada izdala odlok o ukinitvi urada za demografijo, ki je v Mariboru začel delovati jeseni 2021. Na to se je odzval poslanec SDS Dejan Kaloh. Po začetnem navdušenju nad prevzemom oblasti so najprej želeli seliti Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Ljubljano. Ko jim to nekako ni uspelo, je prišel na vrsto urad za demografijo, tukaj, ker imajo pač vsaj pri teh odločitvah škarje in platno povsem v rokah, jim je to uspelo. Skrbi ga, da so se na takšen način lotili decentralizacije, pa tudi, da se na to ni odzval mariborski župan Saša Arsenovič. Ob otvoritvi je gospod Arsenovič dejal, da je poteza vlade državotvorno dejanje. Se pravi, zdaj, če postavimo iz drugega zornega kota, je ta poteza Roberta Goloba, torej oziroma njegove vlade, nedržavotvorno dejanje, kar tudi skrbi. Zdaj tudi skrbi molk mariborskih poslancev iz Svobode, oni se sploh niso oglasili, se pravi, da to podpirajo. Sprašuje se, kaj še sledi. Odločen protest takšni politiki, ki je na nek način antimariborska, je tudi, oprostite izrazu, antislovenska in upam, da se bo to končalo zdaj v začetku mandata, ker pol ne vem, kaj sledi, še nam bo odpeljali sedež pošte iz Maribora. Kaj sledi? Naj se oblastniki vprašajo. Mislim, da je celo aktualni premier Golob rekel, da bo Maribor pod njegovo vladavino postal neki antiotež, antipod Ljubljani, se pravi po tej moči, ampak gledajte, v praksi se pa dogaja ravno nasprotno. Svoje misli je delil tudi zaposleni na uradu za demografijo Franci Donko. Obrazložitev, ki ga je dala Levica oziroma sedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se delovno področje urada vlade za demografijo prekriva s področjem dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, je popolnoma nesprejemljiva in netočna, nestrokovna in zavajajoča oziroma kaže na popolno nerazumevanje področja tega, kar želi urad za demografijo oziroma s kakšnim namenom bi bil ustanovljen. Meni, da je področje veliko širše. Naša naloga je, da se materinstvo, očetovstvo ter pripravljenost podarjati življenje svojim otrokom, pa skrb za prenos vrednot starejših, se pravi babic in dedkov na vnuke, pa skrb za medgeneracijsko povezanost, pa tudi za spoštovanje slovenskega načina življenja tistim, ki prihajajo v Slovenijo. Na uradu je trenutno zaposlenih 12 oseb. V planu je bilo še nekaj zaposlitev več. Donko poudari, da ima generacija Slovencev najnižje reprodukcijsko število v Evropi. Če za redno obnovitev smo rekli 2,1 otroka, dovolj ga imamo, nihanje med 1,5 pa 1,6, kar je odločno premalo. Prebivalstvo se izjemno hitro stara, rojeva se veliko manj otrok in po nekih okvirnih ocenah strokovnjakov manjka že 400.000 ljudi v Sloveniji za normalno obnavljanje prebivalstva. Urad bo sicer do ukinitve deloval nemoteno.
V soboto se je v Mariboru odvil zadnji turnir državnega prvenstva v košarki 3x3 pred finalom. Sodelovalo je nekaj manj kot 30 ekip. Tekmovanje je bilo hkrati tudi priložnost predstavitve urbanih športov, ki jih bodo v naslednjem letu imeli v Mariboru v okviru Olimpijskega festivala Evropske mladine. Na trgu Leona Štukla se je odvil turnir košarke 3x3 državc. 404 turnir od 5, večina ekip je nastopila na teh 4 turnirjih, danes je čas tudi že dopustov, ampak članski turnir 11 ekip, lahko rečem najmočnejši v letošnji sezoni. Na finalu nas čaka 12 ekip, mislim, da praktično vse tele, ki so bile tle, plus še ena, tako da smo zadovoljni, vreme glede na včeraj zdržalo, tudi vzdušje je bilo v redu, tako da smo zadovoljni. Košarka 3x3 doživlja zdaj ponovni razcvet in vzpon. Ta stare ekipe v smislu Kranja, Pirana, Ljubljane so zaključile svojo pot, zdaj nova mladina spet, bom rekel, išče pot nazaj na svetovni vrh. Konec koncev nastopili smo kot reprezentanca mesec nazaj na svetovnem prvenstvu, daleč najmlajša reprezentanca v zgodovini, povprečju stara 22 let pa pol. Trije od teh fantov so še vedno mlajši člani, ki tudi nastopajo v Ligi narodov. Tako da bom rekel, nov zagon, ta stari so naredili svoje, res se še tlele jim lahko zahvalim za status, ki ga Slovenija uživa v košarki 3x3 v svetu. Zdaj je pa dejansko pred mladimi fanti neka nova preizkušnja. Imamo potencial, imamo konec koncev know-how, kako prideti nazaj, zdaj pa upam, da bomo to naredili. Tokratni turnir je bil hkrati tudi predstavitev priprav na Olimpijski festival Evropske mladine. To je že kar, bom rekla, četrti dogodek, testni dogodek za Olimpijski festival Evropske mladine. Tako da malo preizkušamo teren, vidimo, kako bo drugo leto to potekalo, tako da zaenkrat smo zelo zadovoljni. Se pa vidi verjetno res tiste reakcije, tudi Mariborčanov, ki so prišli mimo, so se ustavili, so pogledali. Ja, zdaj mi smo veliko poudarka na našem festivalu dali tudi na urbane športe in v bistvu košarka 3x3 je eden izmed teh urbanih športov, tako da smo si želeli premakniti športe iz dvoran v mesto, da jih približamo čim večji publiki. Finalna tekma je bila izredno napeta, zmagala je ekipa Proteini Si. Ekipe se večinoma med seboj poznamo, gre za zelo kakovostne ekipe, tako da tako kot vedno odločajo malenkosti. Tokrat smo zmagali mi, pričakujem pa, da bo finale državnega prvenstva v Ljubljani zelo napeto, še mogoče bolj kot danes. Drugouvrščeni pa so bili fantje iz ekipe Ljubljana Center. Mislim, primaren cilj naš je bil, da pridemo v finale, ampak mislim, da je to že letos tretje, drugo mesto in tretjič smo proti njim izgubili za, mislim, da za 1 točko. Danes je bilo za 1 točko in prejšnjič je bilo 2-krat isto, tako da je malo grenkega priokusa glede tega. Čakamo finale 13. mislim, da je v Ljubljana v centru, tako da jaz napovedujem revanšo, tako da ja, upam na najboljše. Zvezda pa je bil seveda tudi Foxy, maskota, ki na sproščen način privablja in animira občinstvo. In kako je njemu bilo v Mariboru? Fenomenalno! Ja, kaj pa naprej zdaj, ne? Kaj se recimo sporoča mladim, kako se naj ukvarjajo športom ali naj ga samo gledajo? Čim bolj se ukvarjate s športom, boljše je! Juhu! Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to bi bilo za danes vse. Za BKTV, vaš Foxy. Ali veste, da si otroci želijo imeti slona, božati ovco, imeti puhaste pse? Mi smo to izvedeli na Vitomarjevem tednu, ki se je odvil prejšnje dni v Vitomarcih v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Izvedeli smo tudi, kaj vse zanimivega so počeli in videli tudi na turistični kmetiji pri Kapeli, kot tudi drugod. Otroci, ki smo jih ujeli na turistični kmetiji pri Kapeli, so nam povedali, kaj vse so počeli tisti dan. Prvo smo šli ven, ko smo prišli v šolo, pa smo potem prvo smo pojedli žemlje in en jogurt, potem pa smo se odpravili na sprehod, potem pa smo videli gozd, ptičke, koruzo, pa ovce, pa pujsake. Povedali pa so nam tudi, katere živali se jim zdijo najbolj zanimive. Meni so ovce, zato ker imajo tako puhasto dlako. Kaj pa tebi? Meni pa so tisti mali puhasti kužki. Meni pa je slon, zato da ima velike ušesa, pa da ima rilec. Pa imate tu v Vitomarcih kakega slona? Ne. Pa bi ga ti imel? Ja. Kaj bi pa ti počel z njim? Igral se bi.
Vitomirjev teden je tokrat potekal drugič. Otroci so se zabavali, hkrati pa naučili veliko novega. Danes so v bistvu imeli dan na kmetiji, sedaj so bili na pohodu in začeli so pri šoli in so imeli pohod do kmetije. Zdaj bodo pa tu imeli še nadaljne dejavnosti, igre z vodo, kosilo in pa še nekaj presenečenj čaka danes. Vse skupaj je del projekta Vitomarci včeraj in danes. Vitomir je bil ta osebnost, Pokomer je tudi naselje Vitomarci poimenovano in potem smo tudi poimenovali ta tabor, saj povezuje nekako današnjo generacijo z preteklostjo, ki se naučijo raznih navad, običajev, poslušajo zgodbice in tako naprej. Vsak dan je tematsko obarvan, danes, kot smo rekli, je dan preživeti na turistični kmetiji, čaka jih tudi, prenočili bodo tudi v šoli skupaj z animatorkami. Včeraj so se družili z gospodinjami in upokojenci, z njimi so pekli gibanice, naučili so se ruskega kegljanja, imeli so tudi športni dan. Jutri jih čaka lov na zaklad in pa zaključek tedna. Vse skupaj pa občina zelo podpira in tako je tudi omogočena ta izvedba. In kaj vse so videli na kmetiji in doživeli med tednom? Vinograd pa sadnjak, pa tudi lahko potem gremo pogledati na vrt, kjer imamo krompir, paradižnik, pač vso zelenjavo, ker mi smo pač sadjarska kmetija, ne z živalmi. Kot pa vidite, pa tudi otroci tu imajo našega hišnega psa, ki se tudi radi z njim igrajo, tako da ja. So pa otroci verjetno že ves teden uživali, ne? Ja, so uživali ves teden. Tako smo rekli, v ponedeljek smo imeli spoznavalni dan, smo imeli razne igre, v torek smo imeli športni dan, sta prišle dve nogometašice, ena iz ŽNK Olimpije, ena pa iz ŽNK Beltince. Tako da ja, smo imeli res isto športni dan, včeraj smo pa imeli z gospodinjami peko gibance, kar je tradicionalno za ta okoliš. Pa z upokojenci, tako ki je že Julija povedala, rusko kegljanje, tako da ja, danes pa smo celi dan, tu imamo vodne igre, vodno drče se bomo pripravili. Za konec pa so nam otroci še zapeli. Mi se imamo radi, 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 mi se imamo radi, 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 mi se imamo radi, radi prav zares. V Pernici se je v sklopu krajevnega praznika odvilo tradicionalno srečanje starodobnikov in traktorjev. Zbralo se je več 10 starih vozil, mopedov in traktorjev iz širše okolice. Kako pa je bilo, pa si oglejte v prispevku. V Pernici so znova priredili srečanje starodobnikov in traktorjev. Srečanje je 3. leto potekalo v organizaciji konjeniškega kluba Zlata horda. Prej smo bili vedno s konji. Sedaj pa, ko se malo težje pomikamo po cesti, ker je več promet pa varnost, mi vedno pazimo res, da smo pospešili še varnost in smo šli na starodobnike. Prvo so čez motorje, zdaj imamo že vozila, avtomobile, traktorje in tako naprej. Tako da letos imamo že tretjikrat tule srečanje. Eno vozilo je še posebej pritegnilo pozornost obiskovalcev. Unimog, ki je letnik 52, je letos star 70 let. Smo ga tudi malo okrasili, tako da imamo nekaj vida, da je pač med prvimi vozili, ker je bil v tem delu Štajerske pripeljan z Prekmurja. Ob robu farnega praznika Svete Marijete in krajevnega praznika Pernica sta navzoče pozdravila domači župnik, ki je starodobnike in traktorje tudi blagoslovil, in župan občine Pesnica Gregor Žmak. Nekoč se je imenovala občina oziroma Pernica Sveta Marijeta in tako imamo tudi praznik Marijetnovo. Hkrati se še tudi potem zaključuje v Jakobu naslednji teden. No, potem pa se že pričnejo priprave tudi za tako imenovano Veliko Gospojnico, to pa je krajevni in farni praznik v Jerenini in bo tudi zelo pestro. Tako prihaja dirka s traktorskimi kosilnicami, koncert Alfi Nipiča ob 60. obletnici njegovega delovanja. Upam, da bomo začeli tudi počasi že graditi ta muzej Alfi Nipiča, tako imenovano Štajersko hišo glasbe, in verjamem, da bo zelo pestro celo poletje. Predsednik konjeniškega kluba Zlata horda Joško Horvat je ob uspešno izvedenem dogodku prejel županovo priznanje. Toliko za nocoj v oddaji Občinski informator. V Celju se je začelo dogajanje okrog gasilske olimpijade. Poleg tekmovanj obljubljajo tudi pester
kulturni in zabavni program. Vsak dan vse do sobote 23. julija. Ta konec tedna pa se začne tudi festival Arsana. Trajal bo torej od četrtka 21. julija vse do sobote 30. julija. Sveže novice pa sicer spremljajte tudi na spletnih portalih lokalis.si in mbreport.si. Želim vam lep večer še naprej in nasvidenje.